Preiskovalna komisija je ugotovila enormno preplačevanje žilnih opornic. V zdravstvu se nabavlja različen material, vendar mislim, da prihaja tudi do preplačevanja ostalega materiala, ne samo žilnih opornic. Sprašujem, kaj boste storili v zvezi s tem, da do teh preplačevanj materiala v zdravstvu več ne bo prihajalo. V Sloveniji imamo nekje 20.000 kosov medicinskega materiala in področje žilnih opornic je ena izmed njih. Preiskovalna komisija je pokazala, na kakšne načine prihaja do odtekanja denarja oziroma preplačevanja medicinskega materiala in verjetno se to pojavlja tudi na vseh ostalih 19.999 kosih medicinskega materiala. Zdaj, kaj narediti v primeru koruptivnih dejanj oziroma kako to preprečiti? Po mojem mnenju je potrebno najprej imenovati strokovne, kompetentne ljudi na vodilna mesta v javnih zdravstvenih zavodih in ti morajo delovati kot gospodarske družbe. Hkrati je potrebno seveda znižati cene materialov na evropsko raven, konec koncev smo del evropskega trga, potem najprej pa seveda zapreti odvode denarja, ki sedaj odteka ne k bolniku, ampak tudi k dobaviteljem in pa tistim, ki se poslužujejo različnih koruptivnih dejanj. Predvsem pa od pogovorov in dogovorov o javnih naročilih oziroma o nabavi materiala izločiti oziroma odstraniti vse tiste ljudi, ki so do sedaj imeli vsaj sum kaznivega dejanja na tem področju in tam imenovati ljudi, ki bodo delovali pošteno in bodo vedeli, da gre za davkoplačevalski denar, denar vseh nas, ljudi, ki denar potrebujemo za zdravstveno oskrbo, ne pa za preplačilo materiala.